Dej, boš prevzel to tisto, vprašanje? To je sicer bolj... Mislim, to je bolj zate vprašanje, ne? Kaj je sploh vprašanje? Kaj je vaš cilj za naslednje leto? Kaj je za prihodnost? Za naslednje leto? Za prihodnost, mislim, da je pisalo. We take over Slovenija. In potem za naslednje leto in za leto po naslednjem letu we take over the world. Ne, politična stranka. Ne, ampak želja je nekako, da se Gaiden produkcija seveda razširi v najrazličnejše sfere, ampak trenutno jaz rad pravim, da smo še ena majhna snežna kepica in gremo korak po koraku. Trenutno mislim, da je podcast pač itak naša glavna dejavnost. Ena večjih dejavnosti je tudi naše snemanje reportaž in highlightsov na različnih konvencijah. V prihodnosti bom želel in bom poskusil financirati, da gremo večkrat tudi na tuje konvencije. Probal bom pridobiti sponzorstva iz tujih konvencij, da bomo nekako ne samo tam kot obiskovalci, ampak bomo mogoče tudi malo bolj vključeni v program, pridobili boljši material, seveda, ker na večjih konvencijah so tudi večji cosplayeri, boljše nagrade, boljše sponzorstvo in tako naprej. Je pa zadeva še zelo po vojih, živimo šele 1 leto, marsikaj se še lahko zgodi, mogoče se bo celotna skupnost obrla proti nas in bomo razpadli, upam, da ne. Ampak nekako želja je, da podpiramo z našim delom tudi našo neposredno skupnost, se pravi, da z Sloanimejem, ki je pač še vedno neprofitna organizacija, damo exposure vsem cosplayerjem in ustvarjalcem, ki delajo pač na tem področju, da dobijo v bistvu še več priložnosti za različne gige, da so čim bolj samozadostni, da se dejansko te načini udejstvovanja lahko mogoče tudi malo monetarizirajo, da ni vedno to samo hobi. Želel bi si, da imamo v prihodnosti dejansko profesionalne cosplayerje, profesionalne avtorje in ja, upam, da gremo pač v to smer. Future se meni vedno zdi, da sproti ugotavljaš, sproti testiraš in sproti se razvijaš. Ne veš naprej ničesar, ker je vse tak chaos. Ampak basically, če sem jaz Marka prerazumel, cilj je, da Slovenija postane Japonska. Surobenija, da se po eni strani je fajn imeti cilje, ne? Cilje, ki so pač nekako realni, ne? Po drugi strani je pa tudi veliko pomen grindanje, ne? Da je v bistvu ta pot do nekega cilja. Vse mogoče se cilj lahko vedno premakne na neko drugo točko, ne, v življenju, ampak da pa delaš na temu je pa pomembno tudi, da... Mislim, da je bistveno, da je cilj kot nek kaži pot, kot neka orientacija bolj. Tako, ja. Potka pa nikoli ni ravno. Ampak važno, da veš, da greš v pravo smer. Ja. To je to. Od obstoja Sloanime je bil v bistvu naša težnja vedno, da širimo kulturo animejev in mank. In v to smo vedno šli z zavedanjem, da bo zadeva neprofitna še zelo, zelo, zelo dolgo časa. V to vlagamo v bistvu svojo strast in svoj čas, brez nekega upanja na povrnitev stroškov ali kakorkoli. Pač naše upanje je samo, da skupnost vedno bolj raste, da bomo nekoč imeli okolje, v katerem lahko vsi v bistvu trajvamo, ne samo mi specifično. Ja. Pustimo se presenetiti.